Odločitev za duhovnika. Po končani gimnaziji v Škofovih Zavodih se je odločil za študij gozdarstva na Zagrebški fakulteti. Tam pa ostane le 4 dni, nato se vrne domov. Po božiču ga pokliče stric Janez, da mu gre pomagati na Trebelno pri letnem obračunu. V tem času je bil stric premeščen v Šentvid pri Stični. Pomagal mu je pri selitvi in tam ostal do poletja. Ta čas pa je v njem zorela misel, da postane duhovnik. Čez poletje je tako delal na kmetiji. Sredi septembra zvečer pa pove mami, da zjutraj ne bo delal, ker gre k maši. Po maši je šel v župnišče in naredil prošnjo za semenišče. Mati ni mogla skrivati solz, ko je ob vrnitvi zaupal svojo odločitev. Bog, bodi zahvaljen, je od veselja zajokala. V začetku se je težko učil, potem pa se mu je odprlo, kot je sam zapisal. Tako je študiral celo časnikarstvo in je kasneje postal tudi dopisnik za Slovenca in domoljuba. V 3. letu bogoslovja je zašel v delovni okoliš profesorja dr. Lamberta Erlicha. Mož z velenemškim priimkom je bil bolj Slovenec kot vsi drugi. Njegovo mladostno navdušenje in živahnost sta študenta očarala in tako jih je navdušeno pognal na delo za narod in cerkev. Leta 1917 nam je cesar tudi zvonove pobral. Jokali smo za njimi, ker so prelepo peli. Posebno za najmanjšim, ki je bil gotovo 500 let star. Fantje so se namenili, da bi jih ukradli in skrili. Toda, ker so se razbili, ni bilo vredno truda. Ko je bilo vojne konec, so zvonovi najprej zapeli v Rovtah. Toda petkovec tudi ne sme ostati brez. In v juliju leta 1924 dobimo nove zvonove. Noč za nočjo so se zbirali fantje in dekleta in pletli vence, s katerimi so nato okrasili cerkev, zvonik, zvonove, vozove zanje in stene v notranjosti. Hladnikova naloga je bila, da sprejme zvonove s slovesnim nagovorom. Seveda se je potrudil in množica je bila navdušena. Njegov prvi javni nastop je bil to.